En lep pozdrav tudi v mojem imenu in še enkrat lahko rečem tudi v imenu mojih sodelavcev. Nekateri so dalj časa z menoj, nekateri manj časa. Ampak pod prvo je Nika napovedala, da se bomo pogovarjali o letošnjem prazniku. Kot veste, smo 96. leta, torej drugo leto po uvedbi lokalne samouprave. Kar izvolite, prvič praznovali občinski praznik na rojstni dan našega Kamničana Rudolfa Maistra. Prej je bil 27. julij, znani termin, znani datum, dan staje na Kamničkem. Kot večkrat rečem, je občinski praznik nek trenutek za ustavitev koraka in da pogledamo, ali se je v minulem letu kaj dogajalo. Konec koncev je tudi slavnostna seja, ki pove svojo vsebino in predvsem trenutek za podelitev nagrad najzaslužnejšim Kamničanom in tudi drugim, ki so tako ali drugače ponesli ime Kamnika izven občine, izven Slovenije. In seveda tudi trenutek za podelitev nagrad tistim, ki so kako drugače povezani z našim Kamnikom. Predvsem imam v mislih, da kar nekajkrat smo že podelili priznanja našim prijateljem iz pobratene občine Trofaja. Tudi letos bo na slavnostni seji občinskega sveta ta petek. Tako, ko ste me nekateri novinarji že v teh dneh spraševali o dogodkih ob letošnjem prazniku, jaz ne bom posebej, vsakega posebej, bom rekel, obrazlagal ali pa vsebino, ampak vendarle glavni poudarki. Nekaj poudarkov je zapisanih. Rekel sem pa tudi to, da je morda ta občinski praznik, seveda Maister ni kriv, da se je rodil 29. marca, morda malo zgodaj, da je to en termin, ko se glavne investicije v letošnjem letu še dogajajo in da bo zanimivo predvsem, ko bodo nekateri večji objekti zgrajeni do jeseni, in to pomeni, da bo preglednica ali ugotavljanje vsebin in dogodkov investicij namenjen pravzaprav prihodnje leto ob občinskem prazniku. V tem kontekstu imam seveda v mislih tako povezovalko, za katero računamo, da bo z veljavnimi tehničnimi dokumenti oziroma uporabnimi dovoljenji najkasneje v konec septembra. Takšen je dogovor. Če ste na terenu bili zadnje čase, vidite, da infrastrukturne kanale, telekomove, vodovodne in druge seveda umeščajo in da bo v prihodnjih dneh v prvem kvartalu aprila tudi prva plošča na največjem 30 metrov dolgem mostu, kar pomeni, da ko zalijejo to ploščo na mostu, da lahko začnejo tudi z izgradnjo rondoja, ker je pogoj, da se obvoznica spremeni v neko šikano, če temu tako rečemo, in v tem delu proti mostu bo potekal normalno promet. Če ste pa v zadnjih dneh videli, so že zaznavni rdeči količki, ki označujejo tudi območje bodočega rondoja. Druga, seveda za nekatere zelo problematična vsebina, to so vrtci. Kljub temu, da je bila zadnjič ostra ali pa bom rekel kar intenzivna debata na seji občinskega sveta, mi trdimo in zagotavljamo, da bo v okviru vseh naših možnosti do jeseni zgrajen najmanj 5-oddelčni nizkoenergetski vrtec pri osnovni šoli 27. julija in v tem tednu bo razpisana koncesija za podelitev koncesije za koncesijski vrtec na območju Zarje ob obvoznici. In seveda ponovno bom rekel, da računam, da bo da bomo to uspeli v pravem času, da pa je res, da si intenzivno prizadevamo ob vseh birokratskih in drugih težavah, o katerih sem tudi zadnjič na seji govoril, da nam bo to uspelo. Je pa res, da ta država, to o tem morda kaj kasneje, je, bom rekel, v svojem funkcioniranju res nemogoča. Če vam povem, da je samo v petek prišlo eno negativno mnenje, en zazidalni načrt,
ki je že 3 leta bil na občinskem svetu sprejet. To so zgodbe, konkretno pri 27. juliju 58. leta so zaprli industrijski kanal, ki je žeblarske teku, jaz temu ali pa Kamenčani stari rečemo Žajsko. 1 leto približno traja, da teh 300 kvadratnih metrov državne zemlje, ker je vodni svet, pridobimo, da lahko gradimo vrtec, ampak mi smo v izogib tej obljubi o 1-letnem prenosu zemljišča na občino preprojektirali vrtec, da smo ga umestili tik ob ta Žajsko, ob ta kanal. To pa pomeni, da bomo zdaj, bom rekel, tudi po vezah smo dobili obljubo, da bo Ministrstvo za okolje izdvojilo teh 300 kvadratnih metrov iz kategorije vodni svet. Ko bomo dobili to dovoljenje, oziroma to odložbo, da to ni več vodni svet, računamo ta teden, bomo prihodnji teden, oziroma potem pa postopki naprej tečejo, ker je najprej potrebno, da se Ministrstvo za javno upravo opredeli za lastnika tega zemljišča, no in potem bomo od njih v tej prvi fazi za pridobitev gradbenega dovoljenja dobili, pričakujemo, seveda, da ga bomo hitro dobili tudi soglasje za odmik 2 cm, je temu projektant rekel, ampak torej za postavitev vrtca na mejo tega zemljišča, ki še ni naše. No in približno 1 leto bo potem trajalo, če ne bomo kaj pospešili, tudi da bo ta Žajsko, ta industrijski kanal postal tudi last občine Kamnik. Teh zgodb je še veliko, vam povem, da seveda se ne premakne nič, če ne premakneš z velikimi napori, sam z občinsko upravo, sodelavci, s podžupanoma in tako naprej. Isto ste spremljali, pa ne bom na široko razlagal, ampak vendar je zanimivo tudi to, kar zadeva osnovne šole. 3 leta in še nekaj že tečejo postopki. Videli ste, da računamo, da bomo v sredo pripeljali OPPN v drugi obravnavi na sejo občinskega sveta, kajti zakompliciralo se je pri zakloniščih. Mi smo dosti normalno po razpisu na ZAPS-u peljali postopke, kar nekaj časa je trajalo, glede na to, da smo izbrali 2 drugi nagradi, torej 2 projektantski firmi, vsaka z svojim nagrajenim projektom. No, potem je kar nekaj časa trajalo, da smo uskladili, da je biro Hočevar, ki je ponudil najboljšo varianto, za nas takrat najboljšo varianto od nove osnovne šole Frana Albrehta, če rečem na rekvaju, vzel tudi urejanje celotnega območja KDV šole, torej tudi športnih objektov, ki so med obema šolama. No in druga firma je pa Ravnikar Potokar, ki pa je zadolžena za šolo Toma Brejca. Nekaj časa je trajalo to usklajevanje in seveda potem, da smo prišli do idejnih zasnov. V enem delu smo se tudi kar nekaj časa ukvarjali, oziroma projektant se je ukvarjal z spomeniškim varstvom, kjer je želel, da bi streha Toma Brejca dobila novo podobo, oziroma da ta streha ne bi bila več takšna kot sedaj, ampak da bi dozidek, ki sodi v tej šoli Toma Brejca, da bi imela ta šola, stara šola, ki je iz leta 37, pa statično bistveno bolj varna, da bi ta streha bila odstranjena in seveda v sodobnejšem stilu. Mi smo seveda vztrajali, tudi spomeniško varstvo je vztrajalo, da naj streha in ta portal šole Toma Brejca ostane in takšna bo tudi zasnova te šole. Kot veste, smo tudi na področju prometa, so bile pravzaprav tudi na občinskem svetu glavni problemi, glavni zapleti predvsem v tem smislu, da promet ni dovolj dobro urejen, medtem ko jasno stroka je pa na šolah, mislim, da kar dokaj dobro zagotovila vse tiste pogoje za izobraževalne procese. Res pa je, da smo tudi z našimi zunanjimi sodelavci, strokovnjaki, ki nas zastopajo, da smo tudi uspeli bistveno zmanjšati nekatere, predvsem arhitekturne in seveda tudi, bom rekel, tudi malo ravnateljske zahteve, ki so širile ta projekt. Kot rečeno, v sredo bodo DIP-i tudi, torej investicijski programi, to je finančni programi, ki so
V prvi fazi seveda se še ne obravnavajo, da ocenjujemo to nekaj prek 21 milijonov za celoten projekt, torej vsega, kar zadeva novo šolo Frana Albrehta Dozidek, Toma Brejca, rušitev telovadnice in povečevanje še več kot zaenkrat. Tudi tu so se finance kar precej povečale in seveda vključujemo tudi v ta kot tretji dip v celem paketu tudi urejanje prometnega režima v tem območju Šolske ulice. Morda še en stavek v zvezi z to, kar mnogi občani sprašujejo, kje pa je zdaj OPN ali občinski prostorski načrt. Vemo, da smo ga kar precej časa pripravili, da smo ga lani proti poletju predstavili tudi na, bom rekel, neformalnem sestanku nad kavarno. No, mi smo potem z vsemi zahtevami sredi novembra oddali, oziroma v začetku novembra oddali na Ministrstvo za okolje in prostor, ki je nosilc urejanja prostora in ki je tudi na nek način koordinator vsega tega. Več kot mesec je ta OPN stal na Ministrstvu za okolje, tako da so 24. decembra poslali vsem 38 soglasodajalcem. Moram reči, da je bil potem enomesečni rok, razen pri vodarjih, da je danes, torej drugi pomladni dan ali 22. september, 22. september je moj rojstni dan, pardon, marec, in seveda ugotavljamo, da je še približno 12 ali 13 soglasodajalcev, ki bodo počakali 24. marca in presegli že dvomesečni rok. Ne vem, če ste poslušali v petek, se mi zdi, na Radio Slovenija, ko so gorenjski župani, bom rekel, poplovali ta MOP neskončnost, kajti ni samo občina Kamnik tista, kjer je blokirana na razvojnih projektih ali na OPN-ju, ampak ustavlja se pravzaprav res povsod. Težko je napovedati zdaj, ali bomo uspeli še letos ta OPN pripeljati na javno razgrnitev zagotovo, na prvo obravnavo občinskega sveta zagotovo, to sem skoraj prepričan, če nam bo, bom rekel, uspelo malo več posluha pri soglasodajalcih. Glede na to, da so pa jeseni volitve, je pa vprašanje, ali bomo sposobni tudi v drugi obravnavi ta občinski načrt pripeljati, kajti po javni razgrnitvi, po pripombah, po mnenjih občinskega sveta, seveda moramo ponovno po soglasja, ponovno na državo in tu je seveda nevarno, da se ponovno kaj zaustavi. Sodim pa, da je to, kljub temu, da je ministrstvo podaljšalo ta rok, da je to največja rak rana, kot rečemo temu, pri nadaljnjem razvoju vseh občin v Sloveniji, tudi v trenutnih pogojih, ki kažejo, da nekatere občine res nimajo možnosti umestiti tako šol, tako vrtcev in še drugih vsebin. In tu je popolna blokada na nek način, kajti ko bo ta OPN sprejet tudi na drugi seji ali pa v drugi obravnavi na občinskem svetu, pomeni, da bodo potem izvedbeni prostorski akti spet potrebovali občinski svet, pripravo in bojim se, da je to en zalogaj, kjer bodo seveda občinski sveti, predvsem pa strokovne službe v enem, bom rekel, časovnih težavah, kajti vemo, da en OPPN, torej izvedbeni akt, potrebuje veliko priprav, veliko razpisov in seveda potem tudi obravnave, tako da se bojim, da bo ta Slovenija na račun te zakonodaje, ki je zelo stroga in seveda nepredvidljiva, tudi, bom rekel, nemogoča, da neke korake, kar težke korake, ki bodo ustavljeni. Zdaj, če je bilo to cilj pri sprejemanju tega zakona države, da bomo v občinah čim manj delali, ampak mislim, da ni bil, ampak je bilo to nepredvidljivost, nepredvideno, ker vemo, da seveda težko karkoli prepričaš. Tudi skupnost občin, kjer sem kot član predsedstva, tudi na združenju občin smo protestirali proti temu in če veste, da smo mi še po starem zakonu začeli ta OPN, torej traja več kot 3 leta,
da smo potem čakali vsi župani, županje, da bo samo delno spremenjena ta zakonodaja, so rekli ne moramo jo samo spreminjati in smo potem čakali kompletno novo zakonodajo za prostorsko načrtovanje, ki je lani bilo sprejeto potem in potem za tej zakonodaji mi na nek način funkcioniramo. Ne bom predolg, želim seveda še enkrat poudariti, da smo na posameznih vsebinah ob letošnjem prazniku želeli predvsem opozoriti na trenutne razmere, na tisto, kar smo v zadnjem letu ali zadnjih nekaj letih, bom rekel, namenjali več pozornosti ob teh velikih projektih, zato smo tudi pripravili nekaj vsebin, kar zadeva varne poti. Vemo, da smo zlasti v zadnjih letih v občini Kamnik veliko postorili na urejanju varnih poti, ne samo na področju Tuhinjske doline, intenzivno se dogajajo investicije tudi na področju proti Stranjam, Kamniški Bistrici. V letošnjem planu imamo tudi peš oziroma pločnik na območju krajevne skupnosti Podgorje, torej od konca sedanjega pločnika do gostilne Pri Slavki oziroma do kulturnega doma. Mislim, da je to zalogaj 60 ali 50 tisoč. Seveda projekti so pripravljeni, tako da ta vsebina se mi zdi bo pomembna, predvsem v tem smislu, da bo to območje še bolj varno. Res je, da lahko poudarim, da smo predvsem z dobrim sodelovanjem Direkcije Republike Slovenije za ceste šli v ta skupni program, kajti ponovno so zgodbe birokratske narave, kjer ob dobrem sodelovanju Direkcije za ceste, direktorja gospoda Ficka, torej je, bom rekel, korak bistveno lažji. Mi se zavedamo, da smo teh varnih poti naredili še premalo, ampak je pa tudi res, mi ne govorimo samo o varnih šolskih poteh, kajti varne šolske poti so pravzaprav združene že v avtobusnih prevozih, ker vemo, da zakonodaja je taka in tako rekoč vse udeležence, torej vse šolarje skoraj da peljemo, kajti vsaka pot je na nek način za šolarje nevarna. No, mislim, da je pomembno reči, da ob letošnjem prazniku se bomo srečali tudi na Perovem pri Titanovi Brvi, tako smo dali v program. Če veste, da smo pred 2 letoma že uredili peš in kolesarsko stezo od Tomšičeve vile do Zujima, do Siriusa današnjega, da smo tudi javno razsvetljavo potegnili tam, da je tako rekoč nadaljevanje te poti od Titanove Brvi do servisa Cerar in v sklopu gradnje otroškega vrtca bomo nadaljevali to pot tudi v letošnjem proračunu, v letošnjem letu tudi do Rondoja in tako bo varna peš in kolesarska pot odpeljana od Doplice preko povezovalke B31, torej naprej do Rondoja in potem za kambusom mimo Novega vrtca in naprej proti Cerarju. Zakaj smo se pred leti že odločili, da gremo urejati cesto od Tomšičeve vile do Siriusa? Zato, ker vemo, da bi bilo, ali pa je, na nek način sporno lastništvo ob Kamniški Bistrici med cesto in Kamniško Bistrico in tam je to največji problem, seveda, da jaz kot temu rečem, je mesa premalo in tam ne prideš skozi, kot se reče. No, druge pomembne vsebine so zagotovo, v zadnjih letih smo se intenzivno lotili urejanja res slabo stoječih, slabo pravzaprav propadajočih kulturnih domov in ob letošnjem občinskem prazniku smo 1. aprila, mislim, da v 5. uri, v kulturnem domu Laze, kjer se zaključuje ta investicija, tudi urejanje hola ali avle, nova vhodna vrata bodo in tam bo tudi okrogla miza, takole enostavno rečeno, kot reče Tone Ptičar, lupina je, lupine so, dajmo jim vsebine. Na to temo ne bomo se pogovarjali zdaj tam gor, ali bomo še kaj delali, ali smo v eno krajevno skupnost kulturni dom namenili več denarja ali manj, ampak vendarle, kaj je še morda potrebno, da pomagamo tudi na nek način zamrli kulturni dejavnosti
drugim vsebinam na področju krajevnih skupnosti. Tako gre za precejšnja vlaganja v Špitaliču, tako gre na Lazah, tako tudi v kulturnem domu v Podgorju. Mislim, da bo v prihodnjih letih potrebno še kaj postoriti, zagotovo pa je ena velika naloga, torej dom na Vegradu, ki je v sedanji situaciji še, ali pa v sedanjem trenutku še v pogodbenem odnosu krajevna skupnost lovci, mislim, da kamniški lovci, ne, Svetel? Ne, Strahovca, pardon. No, ampak mi smo že skušali razmišljati naprej, mislim, da je to ena možnost. Če bi nekoč prišlo do krajinskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, da bi lahko tudi ponudili ta objekt za sedež tega krajinskega parka, ampak vemo, da se je ta razprava z mnogo pripombami tudi v naših razpravah ali pa v razpravah občini Kamnik na nek način zastala. Očitno je toliko pripomb, da jih ne znajo na ministrstvu združiti. Vem pa, da so tudi v predvoru, bom rekel, kar negativno razmišljena in je to malo, bom rekel, težje pripeljati do konca. To pa pomeni, da bi tudi, če bi ta Kamniško-Savinjski park nastal, seveda moral, ravno prej sem se pogovarjal s predsednico krajevne skupnosti Kamniška Bistrica, seveda naša bojazen, da se lahko karkoli zgodi z našim zajetjem Iverje, da bi ta Kamniško-Savinjski park bil moral imeti svojo trdno zaščito. Morda še, pa ne bom potem več predolg, pa boste še kaj vprašali na to temo. Poglejte, okoli slovesnosti, ki bo ta petek, mi vemo, da vsako leto pripravimo ob 5. uri slovesnost pri spomeniku Rudolfa Majsa, ki je bil 70. leta že zgrajen. Bom rekel, tradicionalna preditev, ki jo zapolni godba, lira in kakšen govornik. Skoraj 2 meseca sem imel iz kabineta predsednika vlade potrditev, da bo slavnostni govornik Borut Pahor. No, prejšnji teden, oziroma petek teden, pa so seveda me sporočili, da ima Svet Evrope tisti dan in zato smo se potem dogovorili za ministra za promet. In seveda upam, da bo on kaj povedal o prometu, tudi kaj več, pa morda v kakšnih trenutnih političnih razmerah, ker je to zelo aktualno v zadnjem času, ne samo v Kamniku, ampak tudi na državni ravni. No, če omenim še eno misel, mislim, da je en pomemben dogodek namenjen za 31. marca. Podjetniški inkubator na tem segmentu, seveda mislim, da smo že tudi nekaj pripravili tekstov in mislim, da je to en velik dosežek, ki seveda mora odpreti našim v Kamniku več možnosti za odpiranje zaposlovanje, predvsem pa vsebin, ki bodo nadgrajevale, bom rekel, fizično delo, ampak seveda, da bodo znanje in nadgrajevanje za veliko dodano vrednostjo seveda dopomenilo tudi za naše Kamniče in druge, ki se bojo udeležili, ki bodo sodelovali v tem projektu. No, v Šmarci knjižnica že deluje, če grem po tem spisku mal, že deluje, mi jo bomo združili z predstavitvijo novega kamniškega zbornika, ki je že v tisku. Kot rečeno, 96. leta je Marjeta Humar, takratna svetnica, predlagala idejo, da začnemo po, mislim, da 12 ali 13 letih spanja tega kamniškega zbornika. Jaz sem bil takrat pa navdušen in smo začeli torej vsaki 2 leti. Mislim, da če se prav spomnim, bo zdaj 20. številka, ki bo spet kar precej težka in ki prinaša kar precej vsebin. No, jaz bom rekel, da smo z mojimi sodelavci, tako kot leta 2006, ponovno predstavili razvoj občine ali pa gibanje občine, dinamiko občine, torej vsebine vseh 16 let, tako da smo jih opremili tudi po mandatih, kako so svetniki v občinskem svetu sedeli,
tudi nagrajenci od 96 leta pa do danes, torej občinski nagrajenci, tudi zadržali smo malo ta tisk, da smo še letošnje nagrajence vključili. No in ko sem pogledal ta zbornik iz leta 2006, sem videl, da takrat še sedijo svetniki še v šolskih klopeh in je Nika na zadnji seji še posnela tole lepo novo dvorano, na katero sem tudi sam ponosen, tudi moji sodelavci, dvorano, tako da se vidi predsedujoči in seveda celotna ekipa občinskega sveta. Bom končal ta moj uvod, da ne bo predolg, ker mene lahko infarkt ustavi, da neham govoriti, ampak bom raj poslušal vaša vprašanja in seveda, kar vas še zanima. Izvolite. Kot sem rekel, smo s mojimi sodelavci kar dva meseca približno zbirali gradiva za to 16-letno obdobje, takole pa zgleda tudi samo v kolorju, tale sejna soba. In smo naredili eno preglednico, kaj to pomeni, a smo delali, a smo spali. In smo gotovili, da nismo spali. Morda bi še kakšne vsebine sodile, ampak mislim, da sem jaz ponosen na moje sodelavce in na vse, kar se je v Kamniku dogajalo. Ravnkar sem pa dobil rezultate ankete, če ne verjamete, bom zdaj še, mislim, da imam še čas maila, 20 minut pred sejo. Sem dobil rezultate ankete, ki pravijo takole, malo bom, ker ni še vseh križanj vsega, povzetek, bom pa še lahko kaj več rekel, v rezultatih, ali bi lahko rekli, da je občina Kamnik v minulih 16 letih napredovala, nazadovala ali je ostala približno na enakem kot prej. 60,4 pravi, da je napredovala, 18,4 da je nazadovala, 16,6 da je ostala na enakem in 4,6 pravijo, da ne vedo. Kako bi ocenili stanje občin v zadnjih 4 letih? No, tu je rezultat nekoliko slabši. Napredovala v 45%, ostala je na enakem 29,6% in nazadovala 29,6 na enakem in nazadovala 19,6, 5,8 pravijo, da ne vedo. No, najbolj so zadovoljni z gasilci in civilno zaščito, z oskrbo z vodo, najbolj nezadovoljni so anketiranci, 500 jih bilo z urejanjem kolesarskih stez 2,39. Kako ocenjujete delo župana Toneta Smolnikarja? Anketiranci ocenjujejo kot uspešno, kot dobro, zelo dobro ali odlično, ga ocenjuje 74%, če gremo dobro 33,6%, zelo dobro 29,4%, odlično 11%, 15% slabo, zelo slabo 8,2%, ne vem 2,8%. Kaj mu najbolj zamerite? Ne dela v interesu občine, to je pa seveda tisti, ki mu zamerijo, ki pravijo, da je delal slabo. Ne dela v interesu občine 31,6%, 15,4%, da sem predolgo na tej funkciji, volilnih obljub nisem izpolnil v 12%, pod drugo je pa 36,8%, ne vejo pa 4,3%. No, potem pa kako bi ocenili, kaj bi ocenili kot največji uspeh, bi samo prebral tole, kot največji županov uspeh so anketiranci navedli urejanje cestne infrastrukture, sledijo tisti, ki so navedli čistočo mesta in stanovanjsko problematiko. Zanimivo, ne? Stanovanjska problematika je enim všeč. Po čem boste najbolj pomnili županovanje Toneta Smolnikarja? Največ anketirancev si bo županovanje Toneta Smolnikarja pomnilo po njegovi dostopnosti za ljudi, po ureditvi cestne infrastrukture v občini in po urejanju stanovanjske problematike. Bomo hitro to anketo končali. Kaj je najhujši problem? So navajali zaposlitvene možnosti, tu župan seveda ima 50% vloge, urejenost vrtcev in šol, 16,2%, sledi ta cestna infrastruktura, pa tam jo hvalijo, tle pravijo, da je 7,8% slaba, in gospodarstvo 7,2%. No, in potem bomo zaključili s to mislijo,
Če bi župan poprašal po mnenju, ali naj ponovno kandidira ali ne, bi mu 44,1 anketirancev svetovalo naj kandidira, 43,6 pa mu tega ne bi svetovalo. Dobra desetina je neodločenih ali 12,3%. Da ponovno kandidira bi mu svetovalo največ žensk, starejših, poklicno izobraženih, nezaposlenih, volivcev iz volivne enota 1, pristašev liste Toneta Smolikarja, Zares in NSI. To je ta anketa, ki je prišla, se pravi, sem računal, da bo prejšnji teden, že pa je danes prišla ona inšpekt, kot se temu reče, križanje vseh teh številk je pa tisto, ki bo še v eni knjigi šlo in ko bomo to dobili, bomo seveda lahko tudi komentirali. To je prav, pa ne, da bi ta anketa bila izhodišče za mojo odločitev. Moja odločitev je padla lani jeseni, da je 16-letno obdobje, eno obdobje, ki pomeni tretjino moje delovne dobe, ki se šteje že v 39 letih. 39 let, seveda sem delovne dobe zapolnil. Lani ob mojem okroglem rojstnem dnevu sem se odločil, da je dovolj. Ampak ne zato, ker bi bežal pred odgovornostjo, ne zato, da bi rekel, da zdaj pa na današnji tiskovni bom rekel, zdaj pa se ne gre več, ampak seveda bom skušal z mojimi sodelavci izpeljati tiste glavne projekte, ki smo si jih zastavili, ki jih sem zastavil tudi kot župan, za katere rečem, da se v enem mesecu ne da storiti veliko, v enem letu malo več, da so potrebni mandati in seveda ne samo en mandat. Zgodno sem vam, bom rekel, plastično na nekaterih vsebinah že predstavil, da torej potrebuje razvoj tisto, kar seveda je potrebno upoštevati tako v razvojnih programih, razvojnih vizijah, kot tudi pri vsakodnevnem uresničevanju tega dogajanja. Torej, ko začeno ne bežim pred odgovornostjo, moram reči, da moji sodelavci so aktivni, so tisti, ki na nek način sodelujo. Večkrat pa sem tudi rekel, moram priznati, pa ne za tiste, ki tu sedijo, ampak da mnogi me težko sledijo na nekaterih korakih, nekateri seveda so uslužbenci, nekateri so z občino, nekateri so županom, ampak vendarle to 16-letno obdobje je vendarle zaznamovalo nek razvoj, ki ga ocenjuje ne samo Kamničani, ki ga ocenjujejo v mnogo primerih še boljše tudi drugi, ki imajo radi Kamnik, ki vidijo spremembe. Nisem se odločil za ta korak, zato ker bi nekateri radi videli, da po 16 letih je čas za spremembe, da me imajo dovolj. Jaz trdim, da čas za spremembe je vedno. Lahko je bil pred 3 leti, lahko je danes, lahko bo jeseni. Jeseni bo, če je čas za spremembe, če so to spremembe, da zamenja župana, potem ne pristajam na taka razmišljanja. Če zamenja županja in je to sprememba v tem smislu, da bo novi župan začel graditi stavbe pri strehi. Jaz trdim, da stavbe se ne začnejo pri temeljih, kaj šele pri strehi, ampak se stavbe začnejo graditi 3 leta, kot sem prej omenil, osnovne šole. 3 leta, preden lahko, pogledajte, razpišemo, oziroma zdaj sprejmemo zredani načrt, pripravimo projektno dokumentacijo, zato da gremo na upravno enoto po gradbeno dovoljenje. In potem bomo morda spet, ko bomo razpisovali dela za osnovno šolo Frana Albrehta v prvi vrsti, potem bomo lahko spet prišli do Državne revizijske komisije, tako smo prišli prej s pritožbo na Državno revizijsko komisijo pri povezovalni cesti. Pa smo izpeljali. Ampak to vse v neku nadaljuje čas pa ne boste verjeli, kako hitro teče, če pa verjamete, pa me ne vprašajte, če ne verjamete, pa me ne vprašajte, ker se mi zdi, da je tudi ta 3. oziroma 4. moj mandat bil kot strel iz puške, da smo veliko
tistih golobov uplenili, bom rekel karikiran, glinaste golobe, ker ko smo imeli en piknik Liste Toneta Smolikarja v Palovčah, ko sem rekel, grem probat se, kjerkrat sem že kjerga vselil in seveda sem zadev prvega, pa me je moj Marjan Rosovnik pripričal, prav, župan ne jed več. Ampak jaz sem bil toliko siten, da sem šel še enkrat, prašte me, nisem ga zadev. In to je v življenju odkole. Kaj ne še rečem? Jaz bom do jeseni in če me bo kdo potem še potreboval, seveda aktiven. Je pa res, da bom tudi večkrat povedal za mojo 16-letno zgodovino v tej občini, da misel, ki jo je Gamin tam v enem drugem, tretjem letu rekel, župan, to ni županovanje, to je stil življenja. To je dejstvo. Jaz večkrat rečem, da mnogi si predstavljajo, da prideš pogledati tam 9, 10, če jih kaj za podpisati, potem te pa že poslovni partnerji ali kdorkoli vabijo na kosila. In moja misel je večkrat, če bi vsa tista kosila in večerje, ki sem jih odklonil, lahko potem, ko bom v penziji, seveda 2 leti preživel na kosilih in večerjah. Ok, to ne bo možno, zagotovo ne, kajti en moj prijatelj pokojni je rekel, veš kaj je župan, ne rekel pa župan, veliki bunček, eni ste ga poznali, je rekel župan, pri polni mizi je velik prijateljev. Zapomni se si, kako bo kdaj kasneje. Ampak jaz se tega ne bojim, jaz imam še energije veliko, ne vem, če ste včeraj gledali oddajo, jaz imam namen še kaj, kakšno zgodovino napisati, malo pismen sem, pravijo. Zagotovo pa v tem trenutku, ko govorim, da sem se odločil, da ne grem, govorim, da imam veliko povezav, veliko ljudi, ki lahko v občini Kamnik še kaj pomagajo, torej, če me bo kdo želel. Odgovarjam pa predvsem tistim, ki so nekateri, bom rekel, ki so že pred leti, torej želeli spremembe. Jaz mislim, da takrat, ali pa ne mislim, takrat jaz nisem imel pogojev za upokojitev in niti slučajno nisem se skrival, ko sem spomladi, torej pred volitvami, rekel, da še ne vem, ali bom šel na volitve ali ne. Jaz sem se potem po letu odločil, kajti do možnosti za upokojitev sem imel še vendarle 5 let in za 5 let bi moral, če ne bi šel na volitve pred torej 4 ali pa 3 leti pa pol, bi seveda me delovno mesto na televiziji še čakalo. Me pa čaka seveda delovno mesto še kaj, ampak torej na televiziji, pravi, da še kakšno dajo morda dobro znovi narediti, predvsem avtomobili so še moja tista šibka točka, ampak če bom honorarno kakšno naredil zgodbo, ali pa če bomo v Kamniku še ne honorarno, ampak tudi za dobro voljo lahko kaj pomagal in seveda upošteval, da sem imel dobre sodelavce, da seveda so zagnani, da je pa, to bom pa zaradi na konc tega mojega razmišljanja povedal, to, kar se dogaja na ravni države, to ni več možno. Ustavljajo se veliki koraki. Poglejte, samo primer bom povedal. Parlament je v 3. branju že sprejel nov zakon na področju javnega naročanja. Vsaka investicija na 20 000 gre na portal. Torej, vsak ima možnost se pritožiti, pa ne, da bi handlali tako ali drugače. Ampak če si hotel narediti, seveda si je postopek 2-krat, 3-krat krajši, da neko investicijo zapelješ, ali samo, bom rekel, neka manjša dela, popravila in tako naprej. In na nek način sem videl, da bo težko tudi tistemu, ki bo prevzel to odgovornost, da seveda nekateri moji sodelavci ali jeseni oziroma konec leta tudi, če rečem, z mano vred zapušča to hišo 12-13% zaposlenih, nas je zdaj le 50, začel sem 24, če razmišljamo in seveda ne sledimo teh zahtev, te nore birokracije, te nore zakonodaje,
kjer seveda smo, predvsem pa smo županje in župani zelo neupoštevana rasa. Imamo skupnost občin, kjer sem ves čas od ustanovitve 95 leta član predsedstva, imamo združenje občin, torej 2 reprezentativni združeni in seveda, ko se mi pogajamo o tako imenovani glavarini, letos je 550 evrov na prebivalca, seveda nas tako rekoč, pa tudi pri drugih zakonih, ki bi morali seveda na nek način konstruktivno nas upoštevati, da nas skoraj da ni. Da, seveda prosimo, kjerkrat kakšne ministre in nam kaj obrazložijo, jasno z velikimi obljubami na koncu, pa župani ostajamo sami, bom rekel, res pa je, da si pa med seboj veliko izkušenj posedujemo in seveda to je tisto sodelovanje, ki nas vseh 210 županov drži pri, bom rekel, zagnanosti in želji, da v svojih občinah nekaj postorimo in seveda, da je ta napredek tisti, ki zadovoljuje v čim večji meri tudi vse prebivalce. In za konec še na misel, ves čas sem skušal in z ankete je, bom rekel, so malo tudi kontradiktorni, bom rekel, rezultati. Ves čas sem skušal zagotovo slediti misli, da skušamo pri proračunih, pri načrtovanju čim bolj enakomerno razvijati to našo občino, torej da niso seveda tam širšem območju mesta je največ, če rečemo, glavarine, ne, ampak vendarle mislim, da sem v precejšnji meri uspel, da smo tudi odročne kraje približali, da smo skušali vsaj urejati ceste, plazovi in tako naprej, to so tudi zgodbe za sebe. In če vemo, da smo, kot rečeno, 19.000 prebivalcev priklopili na to vodo, da imamo probleme z vaškimi vodovodi, pa zagotovo je ena velika zgodba, ki jo pa tu v tej anketi ni. Poglejte, Podgorje ni bilo imelo kanalizacije, Podduplice ni bilo kanalizacije, cela Šmarca ni imela kanalizacije, cela Šmarca je imela vse makadamske poti, ima danes javno osvetljavo. Volčji potok, ko smo odpirali 2.7 ali kdaj osnovno šolo Stranje, smo pripeljali primarni kanal do Kamnika, torej do čistilne naprave Domžale Kamnik, da zdaj teče investicija na Godiču, da zdaj pripravljamo skupne projekte z občinami, Rudi vodi projekt pridobivanja sredstev za vodovodne sisteme, da skušamo z nadgrajevanjem skupni projekt kanalizacije in čistilna naprava bomo uspeli najbrž, oziroma skušamo pridobiti tudi ta sredstva, evropska sredstva za nadgradno čistilno in tudi kanalizacije, ki še manjkajo. Ampak konec koncev rezultat tega je, da je Kamniška Bistrica, ne zato, ker so vsi, bom rekel, ki je veliko gospodarstvo propadlo, pa najbolj, bom rekel, gospodarstvo, ki je osnaževalo to okolico in to Kamniško Bistrico, ampak Kamniška Bistrica je že nekaj let v prvi kategoriji. Zato smo ponosni, ponosen sem na zdravo pitno vodo in seveda še na kaj. Na to še enkrat rečem, zvignjeno glavo bom zagotovo stopil to občino, ko seveda bom predal župansko verigo tam nekje novembra, ampak misli 16 let seveda in tudi video zgodbe pa ostaja. Hvala lepa. Mene zanima, če imate mogoče namen imenovati svojega favorita, ga javno podpreti, recimo za županskega kandidata in recimo, če se bodo recimo ankete avgusta, julija pokazali, da recimo tisti favorit ne bo uspel za župansko funkcijo oziroma na volitvah, ali bi se mogoče, se boste lahko še premislili, ali je vaša odločitev čisto procentna, no? Brane Hafner, predsednik liste Toneta Smolnikarja za Kamnik je tu. Povabil sem ga zato, ker bo tudi lista tekla naprej. Lista Toneta Smolnikarja za Kamnik ima tudi po teh anketah veliko pripadnikov
veliko pripadnikov je tudi takrat, ko smo na neuradnem srečanju, torej na pikniku, kjerkoli, in seveda, ko se tudi pripravljamo, ko je potrebno lepiti plakate, ko jih je treba raznašati, ko je treba seveda pomagati. Ena celota je nastala, ne kot politična stranka, ne kot politična organizacija, ampak kot eno združenje, ki je verjelo tako v mene, ki je verjelo tudi v možnost pridobiti svetniška mesta. Vi veste, da 3 mandate nisem imel koalicije, 3 mandate se nisem šel, svoje liste nisem imel svojih svetnikov, kot sem za sobotno srečanje ob izdaji knjige 20 let Demosa na Kamniškem zapisal, sem skušal vsebinsko potegniti, bom rekel, svetnike, večino in tako naprej. No, ko se je lista pojavila, smo v 4. mandatu oblikovali to koalicijo in mislim, da smo jo, bom rekel, kar uspešno pripeljali skoraj do konca. Ne vem, koliko je kandidatov v tem trenutku, veliko jih je, veliko jih misli, da je to čudovita služba, veliko jih misli, da je to čudovita plača. Za skoraj 39 let delovne dobe ni nobena tajnost, da sem jaz, da dobim 2000 evrov z leti vred. Nekateri ne verjamajo, mnogi ne verjamajo, mislijo, da je to 4-5 evrov, no pa še ministri imajo veliko mi 3000. Tako da bo vse odvisno, kako bo izgledalo. Vem, da so 3/4 leta že v Kamniku, jaz sem večkrat rekel, v Kamniku so že volitve, pol leta, 3/4 leta. Damjan me je zagotovo vprašal, koga bom podprl. Ja. Ko bojo znani kandidati, zagotovo tistega, ki bo verjel, da hišo ne gradi pri strehi. Zagotovo ne tistega, ki vpije, da je čas za spremembe. Kajti, kot sem prej rekel, čas za spremembe ni menjava župana, čas za spremembe ni v razmišljanju, čas za spremembe je v aktivni, bom rekel, zagnani ekipi, ki mora seveda upoštevati vse ovire, ki se pojavljajo na poti. Zagotovo ne bom podprl morda tistega ali tiste, ki bodo še kdaj uporabljali kanglico, lopatko in manjmivke. Zagotovo bom podprl, če bo potrebno, tistega, ki razmišlja razvojno in seveda, ki bo, predvsem pa je to pomembno, nadaljeval tisto, kar je moja ekipa v zadnjih letih zastavila. Da bo nadaljeval tisto, kar pomeni, da se ne ustavlja pri zgraditvi prve osnovne šole, potem bomo pa rekli v Mekinje drugo osnovno šolo. Mekinje, zakaj? Zato, ker ni populacije. Torej, ko bodo imena v bitki seveda znana, bom jaz, kot sem rekel, podprl tistega, ki bo, pa ne zato, da bo mene želel za svetovalca, ker jaz imam dosti drugega dela, bom pa pomagal, če potrebno, ampak mislim, da je pomembno, da seveda se razvoj, o katerem sem pa že govoril, lahko tudi ustavi zaradi predvsem prostorskih razvojnih planov, da se zastoj ne bo zgodil čez noč. Predvsem pa mislim, da bi bilo narobe, da bi podprl tistega, ki bo najprej vzel ta veliko metlo, kot rečemo, popucal občinsko upravo, kajti s tem si bo pa naredil največjo negativno uslugo. Poglejte, moji sodelavci, Lojze Kolar, skoraj od začetka, imajo toliko informacij, toliko znanja, ne samo v računalnikih, ampak predvsem v glavah, v izkušnjah, da ne govorim, da imam jaz, seveda, to, kar mi moje 2 podžupana, ki sta vsak dan pri meni, pa tudi drugi so pri meni, moja pisarna je skozi odprta, ko mi rečejo, pa to je nemogoče. Ko jaz pokličem tega in onega in tretjega, pa ne, da privatno urejamo to občino, ampak vendarle mislim, da so ene izkušnje tudi v tej ekipi. Če jo pa ti danes zamenjaš, zato ker je to direktor uprave županov človek, ker je 3 leta
na tej funkciji, seveda bo to, ker mal bom rekel, težko se potem tudi občini pisalo. Ko sem, evo, moj novinarski kolega Marjan Lešniga, ko sva z radija, ko sva se v četrtek pogovarjala po telefonu, pa ko je moja sodelavka, ne iz te ekipe, sedela pri meni, pa sem mu povedal, da danes, torej v ponedeljek rečem, da bom šel, če bom prišel na tiskovno, ko me je za nekaj drugega klical, pa je ta moja sodelavka rekla, takole me je prijela za roko, je rekla: župan, občudujem vas, koliko zdržite, prvošem vas, dobro je za vas, pa za občino Kamnik pa ni čisto dobro. To je ena sodelavka iz majhnega oddelka, to je resnica in seveda jaz to ne dvomim, vsak je zamenljiv, je pa res tisti, ki bo pa res delal v tem Kamenku, tisti zagotovo moje podpore ne bom imel. Hvala. A recimo, premislil se pa ne boste, da boste podikal, zdaj bom pa kandidiral? Damir Hančič, jaz bom odgovoril takole. Neresnice, ki so jih nekateri in jih še trosijo, da sem pred 3 leti pa pol govoril, da bom šel v penzijo, so to neresnice. Resnice, zakaj neresnice? Zato, ker takrat nisem imel pogojev, sem že prej rekel. In danes sem povedal, da bo lista tekla naprej, da bom podprl tistega, ki bo govoril o spremembah na zdravih temeljih in seveda tistega, ki bo ne zato, da bi ščitil mojo ekipo sedanjo, da morajo delovna mesta imeti. Ampak vendarle, če sem se tako odločil, sem se tako odločil. Nobenih insinuacij, župan spet se spreneveda, pa bo rekel jeseni drugače. Ker večkrat sem rekel, imam svoje mnenje in se z njim strinjam. To mnenje, da se bom na letošnjih volitvah umaknil, sem mojim najbližjim povedal lani jeseni in danes ga tudi javno objavljam. Hvala. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Še lep pozdrav v imenu KTV, jaz imam pa 2 vprašanja za župana. Prvo je, se boste po koncu torej jeseni se boste potem umaknili iz političnega življenja, torej vemo, ne, da ste samo LTS, ampak ste tudi v odboru regij, torej če se boste popolnoma umaknili iz političnega življenja. In pa včeraj smo vas videli na nacionalki, ne, je bilo videti, da se dobro počute, boste tam nadaljevali svoje delo. Novinarstvo je politika. To sem včeraj tudi v oddaji povedal. Smo bili, vsaj tako so nam rekli, ne, da smo novinarji bili tudi politiki in konec koncev mene kamera pripeljala, priznam, iz teh političnih voda, novinarskih voda v prave politične vode. Če je novinarstvo politika, ampak seveda v manjšem obsegu, mislim, da mi ne bo noben preprečil, da bom tudi še kaj napisal. Morda aktualne odzive, morda širše, ne samo kamniške. Kar zadeva odbor regij, jaz sem bil že 2 leti preden je Slovenija pristopila oziroma bila članica Evropske unije, sem bil v delegaciji kot opazovalec, potem sem vse to obdobje sem v delegaciji, 7 nas je iz Slovenije, 7 nadomestnih, no, ko sem pa včeraj tudi rekel, je 5. februarja minilo 5-letno obdobje oziroma 5-letni mandat in je vsem članom, 340 članom odbora regije minil mandat po dogovoru na skupnosti občin in združenju občin, ki nas predlagajo vladi in nas potem seveda Evropa potrdi. Smo se dovolili, da zaradi volitev jeseni ne spreminjamo delegacije. Mora pa seveda biti član slovenske delegacije, mora biti pa ali župan ali občinski svetnik. Dobro, regij po kraji nimamo, lahko je pa tudi funkcionar, predsednik regije, predsednik pokrajina, kakorkoli, tako da je veliko
bom rekel, teh mojih kolegov, kolegic v odboru regije Evropske unije, tudi iz višjega področja, ne samo iz lokalne uprave. Imate kakšen mogoče nasvet za bodočega župana, ne? Tak splošen, pa še, če mi lahko približno orišete, glede na to, na 16 let, na katere projekte oziroma na kaj ste pri delu občine najbolj ponosni? Zdajle je težko reči o teh nasvetih, ker ne veš, komu svetuješ. Jaz sem veliko izkušenj povedal. Seveda, ko pa bo morda že kakšen konkreten kandidat, ki bi ga tudi sam podprl, seveda bomo pa lažje, bom rekel, mu kakšne izkušnje poveš. Zagotovo je pa to je anketa tudi pokazala, če se obrnem na to anketo, stik z ljudmi tisti, ki mi ga, tako rekoč, nihče ne očita, stik s tistimi, jaz sem večkrat rekel tudi z mamico, tam v Tuhinjski dolini, ki me z veseljem ali prvič sreča, ali pa drugič, ali pa me samo na televiziji, ali pa samo v časopisu videla, in da je to tisto pomembno, da razumeš tudi vsakogar, koga na stopnicah srečaš, da mu poveš, prejle sem raven ene gledal, kje je, seveda pa ni najdel, kam ne gre, sem pogledal vabilo, ja, na geodetsko upravo, prosim, tam je gor, pejte se res po hotel gor z Ježkovi ga poslali in tako naprej. To je zagotovo veliko. To je meni všeč, ali pa bom rekel, to je tudi ljudem všeč, da znaš razumeti tudi tistega. Sej kjerkrat je treba kot župan, da si tudi mal politik, pa tudi malo obljubaš, ampak ne smeš pa preveč obljubljati. Ne obljubljati, seveda, če si prepričan, da obljubljaš nekaj, kar ni res, ker ne moč izpolniti. To je ta zgodba. Drugo pa si rekel še? Projekti, kateri ste ponosni? No, zagotovo je to, kar sem že rekel, zdrava pitna voda preko 19.000 ljudi. Kamniška Bistrica, ki je povezana z kanalizacijskimi sistemi v prvi kvaliteti, je zagotovo. Ampak to, kar sem prej rekel, ne, tisto, kar zakoplješ v zemljo, seveda ni veliko vredno, ker se ne vidi. Pomembno je črn asfalt. In še dovolj se spomnim dobro, ko je kolega Čebulj iz Cerkelj ene 2 let pred volitvami poasfaltiral vse ceste, po volitvah so pa kopali, pa kanalizacijo polagali. Ne? Ampak to ni kritika, volitve je bilo treba dobiti, ne? Malo diplomacije je tudi treba. Ne? Poglejte, ko sem prišel 95. leta, sem dobil podpisano pogodbo za izgradnjo osnovne šole Šmartno. Projekt je bil tak, gradbena firma je počepana, kot se temu reče, da smo drugo leto po otvoritvi že potikali lavorje, ali kako se temu reče, pa kangle, ker je not teklo. Da smo morali čez politiko, čez občinski svet, bom rekel, najti denar, da smo po vsej zapleti prekrili telovadnico. V sreči smo takrat že ojačali drugo ploščo, kajti točno takrat, 96 leta, je začela 9-letka. Ja. Enoizmenski pouk je bil slogan Sloveniji v občini Kamnik. Dobro smo končali, smo šli naprej, osnovna šola Marija Vera. Marija Vera, dozidek, telovadnica, adaptacija. No, predlani nam je še to odnesel, precej tega, ampak smo tudi to rešili. Tudi neurje je bilo, bom rekel, pa bomo neurju morda pa še kakšno misel rekel. Marija Vera, športna igrišča, uredili smo lepo, v soseščini na Groharjevi še kar precej parkingov, ki so namenjeni šoli, ki so namenjeni prebivalcem. Naprej šola Stranje. Ta šola je bila, jaz se spomnim, mislim, da 69 leta odprta. Lojze Perko je narisal tam krpana pa kobilco na steno, ki so uničili. Jaz sem bil kot mladi novinar tam, me je Lojze Perko narisal s klobukom in fotoaparatom, še danes pa ne vem, imam še to shranjeno sliko, nimam časa v moj arhiv. No in seveda je bilo potrebno spet novo veliko telovadnico,
obnovili smo tisto 200 let staro šolo, dozidali šolo in seveda smo tudi v Stranjah zagotovili enoizmenski pouk. Mislim, da seveda so to velike zgodbe, glede na to, da nismo enega kredita vzeli, ampak smo skušali predvsem na področju komunalnega urejanja zagotoviti čim več denarja. Bilo je pa vse povezano seveda tudi, kot sem že prej rekel, tudi kanalizacijo smo pripeljali, ker smo šolo gradili, ker ni bilo potrebno recimo da naših 50 000 za greznico novo investirati, smo rekli, da imamo še 100 000 evrov, zdaj številke na pamet govorim, pa smo pripeljali primarca do Kamnika in zato gremo lahko zdaj vse to območje Godiča in Stran in Kamniške Bistrice krajevne skupnosti tudi urejati. No, potem se je zgodil svet staršev osnovne šole Frana Albrehta, ki je seveda dokazoval in potem so analize tudi dokazale, da je osnovna šola Frana Albrehta statično nevarna, da je bila grajena 60. leta in od projektov naprej ali pa nadzidali so eno nadstropje. Jaz sem se takrat kot druga generacija 64 leta vselil to kot gimnazic v prvi letnik. No in ocena je bila, da bi moral več kot 3 milijone investirati v to šolo, eno leto biti brez prostorov, kajti znotraj, zunaj inicirati, statično sanirati. Vemo, da je vodovod za nič, elektrika, napeljave, izolacije, energetsko potratna šola in tako naprej. In zato smo se odločili, da gremo v projekt izgradnje šol, kjer imamo v tem trenutku okoli 6 milijonov evrov na skladu. In na to nisem ponosen na 6 milijonov, ampak vendar smo razmišljali, da bomo že lani prišli do začetka gradnje, da bi se stvar, tako smo načrtovali, odvilo. Kot veste, so zaklonišča nas na nek način ustavila, ampak ne bistveno, ker govoril sem že prej o dogodkih, ki so pogojevali, da nismo tempa za 2-3 mesece, bom rekel, lovili, oziroma smo v zastanku za 2-3 mesece in nič več. Tako da področje šol je zagotovo tisto, na katero je lahko ponosna občina Kamnik. Pa ne vem, zdaj sem z enim govoril, Mira Resnik, Papeževa Zančko je rekla, da mi je bila na obisku eno kolegico, ne vem, kjer je šole, rekla pa se, to je nemogoče. Kakšne? Pogledajte, letijo, kad takole butneš, prav župan butneš, pa se že šola podela. Drugo, kljub temu, da je veliko pripomb na otroškem varstvu, 95. leta, ko sem prišel, je bila podpisana gradbena pogodba z graditeljem za izgradnjo novega vrtca v Novem trgu. Dogovor je bil, da bo na Šutni še vedno vrtec, ampak podpisana pogodba za vrtec v Novem trgu, 2 oddelka manj, kot je bilo na Šutni. Denarja pa ni bilo nič. Koliko bom jaz pustil, da bom rekel, kar neki gospodinske zaloge, če temu tako rečem, pripravljene, čeprav ni dovolj za novo osnovno šolo Frana Albrehta. Pa smo zgradili vrtec, pa smo zgradili še kakšen vrtec, pa smo zgradili tudi v Stranjah, pa smo tudi na Duplici in potem 2007 smo zgradili Sneguljčico, ki je zelo potratna za današnje trenutke, pa vendarle ne uspemo najti, ker razmišljam, da bi bilo preveč vlagan, da bi 3 oddelke še tam naredili. Škoda bi bilo tam, bom rekel, ta lep koncept, bogat koncept. Ampak vendarle v 3 letih smo zgradili 19 oddelkov. In če zgradimo zdaj 15, 16, 17 oddelkov, tako imamo na načrtu, bo iz leta 2006, kjer je bilo vključenih 600 otrok, vključenih v naše vrtce, preko 1200. In župan in njegova ekipa ni vedela, da bo 2008 v Sloveniji rojenih 21.800 otrok, v letu 2007 pa nekaj več kot 17.000. Ja, ta baby boom, ne vem odkje, in je prav, da je ta baby boom. Res pa je, priznavam, to je moja napaka, ali pa napaka tisti, ki so mene in občinsko upravo izigrali, da je recimo Vegrad zgradil na mesto 150 stanovanj,
220 in da je medgradno, torej gradbeno dovoljenje je pridobil za 220, kjer so znali napihniti za zidalc, in je medgradno podpisal pogodbo s skladom, Republiškim stanovanjskim skladom. Je gospa Hilda Vegrad, Hilda Tovšak, podpisala pogodbo in, da bo pa rekel, saj prav, da so prišle mlade familije in še več ne jih pride, kajti tudi politika prejšnjega mandata je rekla, če več otrok, drugi otrok v vrtcu zastonj, to ni zastonj, to je 30%, 70% občinskega sofinanciranja. To so te zgodbe in prekrvavimo malo te Kamničane, večkrat sem rekel. Morda smo jih malo preveč v določenih obdobjih, res malo preveč blokov se gradi. Ampak Tuhinjska dolina Stranje, kjer je po letu 2002, ko smo občinski PPN ali pa prostorski načrt nekoliko popravljali, je nastalo kar precej zadljivih parcel, kjer so sinovi, hčere domačinov, Tuhinjcev, Stranjanov, Šmarčanov, Podgorcev dobili na domačem dvorišču možnost pozidati hišo in seveda na ta način zadovoljiti. Vemo, da, kot rečemo, da star pa da mlad, da grejo skrb, bom rekel, tudi z te svoje cilje. In na otroškem varstvu, kljub vsej kritikam, sem ponosen, da smo uspeli tudi, bom rekel, doseči take številke in da jih bomo tudi dosegli. Poglejte, neprestano do 3 let nazaj je imela država poprečno 69% pokritost. Ko smo mi odprli Sneguljčico, smo imeli 73,2% pokritosti, zdaj pa želijo 100% pokritost. Znači, na seji sem neki nov pravilnik kazal, ki naj bi nekoč zaživel na področju otroškega varstva, ker se država zaveda tega problema, ne? In seveda bo naš vrtec prej zgrajen tamle in na obvoznici, na Perovem, kot pa bo ta pravilnik zaživel, ki bi na nek način cilje pomagati županom, da lahko ta vrtec ali pa te vrtce naredijo lažje, bom rekel, z nižjimi sredstvi in seveda zadovolji čim večje število. Trdim, državi Sloveniji, državi Kamnik, naslednjih 10 let še ne bo 100% pokritost otroškega varstva. To upam trdim. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje? Zdaj brez mikrofona. Ja, brez. Jaz se opravičujem, samo še eno vprašanje bi vprašal, nanaša pa se na besede, recimo, ki so bile izrečene zadnjič na zboru za Kamnik. To recimo sprašujem zdaj na gospoda Kolarja. Med drugim je bilo tudi rečeno, da obstaja verjetnost oziroma možnost, da bi naslednje leto občina Kamnik bankrotirala. Ali je to kaj na tem ali ni? Bom še jaz malo na to temo, ali pa Kolar, bom še jaz malo na to temo. Glede, jaz sem bral tudi, Damjan, tvoje zapise, ne? Da so se dobili nekateri, pa ne mečem vse, ampak sem rekel nekateri, ki nimajo pojma o financiranju občin, ki nimajo pojma o pristojnostih občin, o nalogah lokalne samoprave. Lojze Kolar bo povedal, pa bom jaz tudi na hitro povedal, sistem financiranja se je 3-4 spremenil v 16-letnem mandatu. Primerna poraba zagotovljena poraba glavarina je zdaj aktualna, ne? Iz te glavarine je 550 evrov letos, krat 28.000 ali še manj, ker za 2 leti aktualne številke jemlje minister za finance, ne? Torej, vedno se je sistem financiranja spreminjal, na drugi strani se pa naloge niso zmanjševale, ampak so se vedno dodajale. Ne vem, kakšen bankrot občine nekateri vidijo neko preganjavico, kajti 550 evrov glavarine je tista osnova. Do 23 milijonov, pa še neki 24 milijonov, to, kar ima občina danes letos proračuna, je pa izvirni prihodek nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in je seveda predvsem komunalni prispevek. Komunalni prispevek, ki smo ga, če smo še malo tamle pri povezovalki, tudi namensko usmerjali iz posameznih območij, tudi na povezovalko
tudi na Ljubljansko in tako naprej in tako naprej. Če se ne bi zgradilo teh stanovanj toliko, tudi Ljubljanska naj bi bila taka, ko ji rečejo, da je lepa Županova avenija. Jaz sem ponosen na njo, pa živim res zelo blizu nje. Torej, najmanj, kar je, naloge občine bodo morale teči naprej. Država si mora samo prizadevati, da predvsem zakonodajo na področju zagotavljanja evropskih sredstev prilagodi evropski zakonodaji, ne pa da po svoje prevaja to zakonodajo in obremenjuje in seveda podaljšuje možnosti za razpis pri pridobivanju evropskih sredstev, ker občina Kamnik ni tako skromna. Tudi pri povezovalki smo dobili več kot 1,5 milijona iz SVLR-ja in evropskih sredstev in še lahko tudi tu imate v tekstih. Torej, kakšen bankrot? Občina lahko bankrotira tako, kot so pred uvedbo lokalne samouprave 95 leta nekatere občine se zadolžile, mislim, da v Zasavju ena, pa morda zdaj se je tudi 10 let nazaj Šoštanj, se mi zdi, jo je župan tudi v en bankrot potegnil, pa so rešili, pa ne, da država rešuje. Prilivi so mesečni. Gospod Kolar, ki je dober financar, te denarje transparentno na 5-6 bank lepo, zato tudi, če kakšna banka propade, da ne bo bankrota, lepo plasira in tam je, ne vem, bo povedal, koliko smo samo obresti imeli. Torej, bankroti še, pa da ne bom predolg, pogledajte, na področju gospodarstva, ne, tudi v tej anketi so gospodarstvo se naredilo. Še do leta pa pol nazaj je imela občina 2,9% nezaposlenih. Številke nekaj preko 600 nezaposlenih iz Zavoda za zaposlovanje so točno pisale, da je več kot 60% nezaposljivih in seveda, da je več kot 50% od teh žensk in seveda iskalcev za zaposlitev je pa zelo malo in vemo, kakšni so ti iskalci. Torej, že v sistemu financiranja vseh teh 16 let ni nobena boniteta dana občinam, da pospešuje razvoj gospodarstva, ampak je občina zadolžena predvsem za ustvarjanje pogojev, torej prostorskih pogojev, infrastrukturnih pogojev, ceste, vode, kanalizacije, zazidanih načrtov, da seveda pospešuje. Nekatere občine, ki so imele te pogoje, pa jim je tudi država morda dala kakšne kasarne, kakšna območja, da so potem, bom rekel, financirali razvoj teh podjetniških con. Ampak vendarle, v zadnjih 2 letih smo tudi mi naredili nekaj korakov naprej. Spodnji Alprem ima možnost za razvoj obrtništva, podjetništva, Titan Svit ima možnost, zdaj se Zarja je že 3 leta za izdani načrt Zarja sprijeta, tam se ne premika nič, ampak očitno imamo tudi prostorske pogoje v nekem delu zagotovljene. Kot sem pa že prej rekel, bojim se, da nam bo ta prostorski plan pa, bom rekel, uničil razvoj ne samo občine Kamnik, ki ga ne moramo spraviti pod streho dovolj hitro, ampak tudi za večino slovenskih občin. Zdaj pa lahko Lojza izvoli. Sicer občina se je enkrat v tej zgodovini zadolžila za 2 kanalizaciji, Šmarca in Teplica, in potem, ko smo odprodali kapitalski delež v SKB banki, smo najprej ta kredita vrnili, od takrat naprej občina ni zadolžena in to ji daje dokaj veliko rezervo, da do tega nekako ne more priti. Tudi sistem financiranja občin je naravnan tako, da do bankrota občine ne more priti. Je pa v težavah, izrazito velikih težavah občina, mislim, da je Štore, ki pa je morala država intervenirati za nekimi posebnimi ukrepi, ampak občina Kamnik deleč te situacije, ampak ta občina Štore je v situaciji taki, kot je, predvsem zaradi tega, ker se je močno in nekontrolirano zadolžila. Dejstvo, ki ga nedvomno moramo priznati, da je finančna in gospodarska kriza, tako kot v celi Sloveniji in v celem svetu postila posledice, da
redna dejavnost, ki na vseh področjih pravzaprav se stalno povečuje, da zmanjšuje ta manevrski prostor, ki pomeni sredstva v proračunu za investicije. Stalno se to nekako zmanjšuje, ampak to predvsem zaradi obveznosti, ki jih je prej župan tudi omenil, ki izhajajo iz nove zakonodaje. Ampak občina Kamnik v zdajšnjem proračunu ima teh razvojnih sredstev približno 36% in ves ta manevrski prostor je treba prej uporabiti, da pride recimo do nekih resnih motenj v financiranju občine. Tako da jaz pa sem to reportažo z tega zbora za Kamnik gledal, da nisem preveč ustrašil, ker če sem gledal prisotne, tam je popolnoma jasno, kdo so avtori in na kakšen način lahko nek problem, ki zaenkrat ne obstaja in tudi ni bojazni, kljub temu, da sem jaz nisem velik optimist, ampak pesimist po naravi, ampak v tem primeru se za javne finance občine Kamnik ne bojim in da je to izrazito predvolilno in izrazito politično to poročilo. Če gledamo zdaj same avtorje teh predstaviteljev teh podatkov, nam je lahko marsikaj jasno. Jaz sem moral v Ljubljano na ministrstvo nujno iti, zato nisem bil pri tem. Mislim, da je bilo večina tega že omenjenega, ampak mislim, da je občina dejansko v teh 4 mandatih bila aktivna in tudi uspešna na vseh področjih. A je bilo omenjeno recimo mednarodno sodelovanje, ali ni bilo omenjeno, mislim, da ima občina Kamnik na tem področju zelo velike uspehe in da je tudi iz tega rekel, med najbolj aktivnimi v Sloveniji, kar se tiče mednarodnega sodelovanja, tako z občinami Andeks, Propajak in Enigerlo in tako naprej, in da to sodelovanje je v razmahu in tudi občina je dobila na tem področju priznanja z Evropske unije in tako naprej. Tako da tudi mislim, ne vem, je bilo omenjeno, v urejanju mesta je občina Kamnik v preteklosti bila uspešna in je dobila eno zlato nagrado in eno srebrno in tudi na drugih področjih je bila, kar se tiče urejanja, tako da mislim, da je bil ta ali pa skrb za razvoj občine, bi rekel, kar dosta uravnotežen na vseh področjih. Tako da, če se še mogoče čisto kratko ozrem, da smo mi leta 1995 štartali skupno sedanjo občino Komenda in da je tudi na tem območju bilo takrat začeto kar nekaj projektov, od tega, če omenim gradno prizidka k osnovni šoli v Mostah, to je bilo še v okviru kamniške občine začeto in potem nadaljevanjem končano v okviru zdajšnje občine Komenda, da je bila začeta gradna te ceste skozi naselje Moste in vsa infrastruktura, ki se je v tem gradila, da je bilo tudi že takrat načrtovano gradna krožišča, ki pa potem ni bila, ampak to so projekti, ki so pomembni bili že tudi takrat za zdajšnjo občino Komenda. Potem smo vse te razne sisteme financiranja, ker je vedno država iskala načine, kako občinam čim manj oziroma čim manj obremeniti državni proračun in da se je zakon o lokalni samoupravi v tej zgodovini 15-16 let spremenil okrog 30-krat. To kaže na to, da se je ta sistem lokalne samouprave v Sloveniji gradil in še ni dokončan. Projekti, ki so bili že takrat, oziroma občina je prevzela tudi nekatere obveznosti, kot je bila omenjena gradna šole v Šmartnem in tudi obveznosti, recimo, ki so izhajale iz nasledstva, recimo Velike planine. Tudi občina na tem področju prevzela določene obveznosti, ki jih je potem poravnavala do leta 1998 in tako naprej.
Da smo tudi na področju turizma določene premike naredili s tem, da smo zagotovili dobre pogoje za delo v naši agenciji, ki je bila tudi ustanovljena kot javni zavod na tem področju v tem času, da je s pomočjo občine tudi, lahko rečemo, odprt hotel v Kamniku, ki smo ga dolgo leta čakali, na tem področju je premik narejen in da so bili tudi s pomočjo občine oziroma občinske politike dani prostorski pogoji za nastanek Term Snovik in arboretuma oziroma golfa v Volčjem potoku, Tuniškega gaja in še določenih drugih destinacij v Kamniku, ki so se zgodile. To se pravi, da smo tudi skrbeli za kulturno dediščino, da smo vlagali sredstva v Mali grad, da smo vlagali v Preskarevo, v Budnorevo hišo, skratka tudi za staro mestno jedro. Dom kulture. Dom kulture, na področju kulture, ko smo gledali projekte, ki so bili narejeni, to je bil v zdajšnjem prostoru zdajšnjega kulturnega doma, so bili načrti za, mini Cankarjev dom, ki se ga v Kamniku nismo mogli privoščiti in tudi sam sem županu predlagal, da smo šli z, bistveno skromnejšo varianto, pa vendarle smo dobili prostor, ki za kamniške razmere zadovoljivo pokriva te potrebe na področju kulture. In da so prireditve, kot je srednjeveški dnevi, ki so bili na novo uvedeni, kot je Dnevi narodnih noš, zdaj že tradicionalno vsako leto dogajajo v Kamniku, da je Kamfest in te prireditve tudi v smislu oživitve starega mestnega jedra, da to nikakor ni zanemarljivo. Da smo tudi uspeli v okviru regionalnega razvojnega načrtovanja, kljub temu, da smo v ljubljanski urbani regiji, ki nam je neugodna, preko katere ne moramo priti s našimi projekti, ampak da smo naredili nišo preko končnega razvojnega partnerstva z občinami severovzhodno ljubljanske regije, da smo uspeli nekatere projekte tudi pridobiti sredstva in jih speljati preko te linije. Mislim, da to je vsekakor, ker mogoče ni bilo, če pa se kje ponavljam, se popravičujem, ker nisem bil navzoč. Da tudi na področju športa, kegljišče je novo, je tudi ta problem s prejšnjimi prostori starega kegljišča in da je tudi to lahko štejemo za uspeh. Da je občina v zadnjih letih posebno namenila posebno skrb obnovi kulturnih domov po celi občini, ne samo v Kamniku, da je tudi vlagala v otroška igrišča po občini in tako naprej. Tako da skratka, kot sem na začetku povedal, da je na vseh področjih občina poskušala slediti potrebam občanov, seveda pa ne v takem obsegu, ker vedno so proračunska sredstva omejitveni faktor, ki se ga je treba držati, ampak da smo nekako z županom v teh letih, nekateri seveda nama očitajo, da smo preveč starokopitna in preveč šparovna, ampak jaz tega občutka nimam, da če se nismo zadolževali, mislim, da se zaenkrat, da smo se gospodarno obnašali do javnega financiranja in do javnih financ. Več namenjali tako za šport, tako za kulturo. In zadnja 3 leta, ko se je že kazala neka socialna kriza, ogromno več denarja vsako leto za socialne transfere. Ampak ob teh transferih vedno trdim, da je še premalo pregleda tudi na ravni države, da bi pomoč, ki jo potrebujejo, dobili predvsem tisti, ki jo potrebujejo in manj tisti, ki se znajdejo, kot rečemo. In država pripravlja z prihodnjim letom nek mrežni
načrt, kako bodo državni transferi sociale in seveda lokalni transferi vendarle pregledno, da ne bo nekdo prišel po 10 pomoči, en pa seveda umiral brez hrane doma. Morda ta poudarek je pomemben, da v proračunu vendarle iz te glavarine mi moramo vse te obvezne naloge formirati. Torej smo ena od redkih občin, ki ni zadolžena, ne? Boste do konca mandata, da speljate še vse projekte do septembra, nijeli kakšen kredit, ali boste te sladke skrbi kreditov pustili? Ne, jaz sem že uvodoma povedal, da ne pomeni, da grem pa jaz jutri na dopust, ker imam lanskega še ni 35 dni, pa letošnjega 40, da ne govorim, da kakšni pri meni tudi imajo koriščenje ur, pa jih jaz nimam koriščenja ur teh viškov, ker se ne štemplam, ne. Tako da, kot rečeno, projekt šole tečejo naprej, projekt vrtci tečejo naprej. Mislim, dokler jaz nimam, bom rekel, takih razmišljanj, da zdaj pa idemo pa golf igrati. Halo? Da, do konca mandata se ne bomo zadolžili. Nič, ne, gledajte, mi tudi v planu, oziroma v DIP-i smo nek scenarij za šole naredili, po segmentih, kako bi se ta šola Frana Albrehta in potem naprej tudi terminsko, zdaj bi težko govoril o teh terminih, ampak vendarle te številke bodo morale zadolžene biti, oziroma vsebinsko opredeljene in mislim, da če bi normalno potekalo, da začnemo recimo jeseni prvo šolo, potem bi 2012 morala spomladi biti šola končana in potem že začetek gradnje nove šole, Toma Brejca adaptacije. Mislim, da bi bilo pa, še tole pa, ja, končamo pa je lahko, najbolj bi bilo pa grobo in neodgovorno, da bi župan že lani jeseni, ko je delal proračun, ko je že v svoji glavi vedel, da ne bo šel na nove volitve, rekel Kolarju, da imamo pa ne 5-6 milijonov se zapufati ali zadolžiti. Mislim, da bi bilo pa to tako grdo. Mi smo imeli tam, ne vem, današnjih par 10 tisoč, dokler je Kolar prej rekel, pufak smo ga v pol leta poplačali z delnicami SKP-ja. Hvala lepa. Obresti? Ni pomembno, vse v proračunu se vidi, koliko je bilo obresti. Ok, jaz se vam zahvaljujem.